prenovi. In naša prva govornica je tukaj Helena Žnidarič, vodja projekta modernizacije poklicnega izobraževanja iz Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, ki se bo dotaknila malce bolj konkretnih stvari. Aha, Helena, se lahko kar, pa ne bom imel takega dolgega nagovora, pa boha, ne, sem mislil še kaj povedati, ampak najbolje, da kar prepustim. Torej, malce bolj konkretnih stvari, kako načrtovati torej, izvajanje teh prenovljenih programov, kako mora biti povezati kakšno šolo in podjetje. Zdaj bom pa res naredil piko, torej Helena, prosim. Zdaj najprej nisem v hvaležni situaciji po predavanju dr. Petra Vosnerja, ki je bilo navdihujoče, lahko rečemo, tudi verjetno streznitveno za vse nas. Zdaj moja predstavitev bo dejansko postavljena v današnji čas. Predstavila bom ključne poudarke, v bistvu, kar zadeva samo prenovo, ki poteka v okviru projekta modernizacija in pa tudi kako nekako načrtujemo oziroma že podpiramo samo uvajanje prenovljenih programov potem tudi na ravni šole. Zdaj v preteklem letu je že bilo izpostavljeno, nas je nagovorila dr. Danijela Makovec Radovan, ki nam je celovito predstavila zasnovo značilnosti kompetenčno zasnovanega izobraževanja. In danes bom v bistvu uvodoma, potem v nadaljevanju preidem na samo prenovo programov, dala samo nekaj ključnih poudarkov, povzetkov, kaj kompetenčno zasnovano izobraževanje je. Zdaj, v osnovi gre za to, da pri načrtovanju in potem seveda tudi pri izvajanju programov v ospredje postavljamo razvoj kompetenc, tako poklicnih, kot seveda tudi tistih prečnih, kot mi imenujemo ključnih kompetenc. V prenovljenih izhodiščih, Nives ni tukaj, izhodišča so bila prenovljena lansko leto, 2024, smo tudi opredelili, kaj kompetenca je. Skratka, gre za razvijajočo se zmožnost posameznika, da uporabijo svoje znanje, spretnosti in pa sposobnosti za ustvarjalno, učinkovito ter etično delovanje v kompleksnih, nepredvidljivih situacijah, tako pri opravljanju poklica, kot tudi pri delovanju v družbi. Povedano je tudi bilo, da je to sistemski in organizacijski ukrep in pa tudi pedagoški pristop. Zdaj to pomeni, da če želimo, da se ta koncept prime, da je uspešen, moramo zagotoviti pogoje tako na sistemski ravni. Tukaj predvsem gre za to, da so nacionalni programi tisti sprejeti na nacionalni ravni, ki dajejo v bistvu podlago potem za izvajanje, konkretno izvajanje na ravni šole in v razredu s strani učiteljev. Načela. Zdaj, tako pri pripravi samih programov, kot potem tudi pri izvajanju, nekako je smiselno upoštevati teh 6 ključnih načel, ki so tukaj prikazana. Zdaj, prvo izmed njih je, da naj bodo osnova za pripravo izobraževalnih programov kompetence iz poklicnih standardov in pa tudi ključna dela oziroma, bom rekla, delovne naloge. Drug tak usmeritveni napotek je, da naj pouk poteka v različnih učnih okoljih, se pravi tako v šoli, kot tudi v realnem delovnem okolju, kjer pa je treba nekako zagotoviti prav tako učenje in pa tudi razvijanje kompetenc in ne gre samo za socializacijo v delovnem procesu. Enako pomembno je potem na ravni izvajanja samih programov, da je razvoj kompetenc vključen v vse faze didaktičnega procesa, se pravi v načrtovanje, samo izvajanje in pa tudi ocenjevanje, pri katerem moramo nekako biti pozorni, da je tudi to kompetenčno zasnovano.
Učečim se je treba zagotoviti postopno usvajanje zmeraj bolj kompleksnih kompetenc, zato moramo poskrbeti v bistvu in opraviti razmislek že pri pripravi samih izobraževalnih programov, da dejansko potem to tudi omogočajo. Omenjena je bila večkrat že danes fleksibilnost izvedbe. Ja, to je tudi eno od ključnih načel. Se pravi, z samo fleksibilnostjo je treba zagotoviti učiteljem, tistim, ki izvajajo potem sam program, da imajo možnost, da sam pouk prilagajajo različnim skupinam, različnim značilnostim udeležencem izobraževanja, se pravi, bodisi na ravni celotnega oddelka ali na ravni posameznika, skratka, da nekako omogočimo individualizacijo. In pa kot šesto načelo, kar smo tudi danes že velikokrat slišali, ni pomembna samo usposobljenost za poklic, poleg poklicnih kompetenc namreč je treba znotraj programov in same izvedbe nameniti ustrezno pozornost usvajanju tudi ključnih kompetenc in pa imamo tudi skupne cilje na ravni splošno izobraževalnih predmetov, tako da to so zadeve nekako, ki jih moramo res misliti in upoštevati na obeh ravneh, pri pripravi izobraževalnih programov in potem pri sami izvedbi. Kompetenčno zasnovano izobraževanje je kompleksen, zahteven proces, ki lahko na šoli spreminja ustaljene prakse in zahteva seveda tudi določene spremembe. Zdaj te spremembe, seveda se vračam nazaj na nacionalno raven, posegajo lahko tako v zasnovo in strukturo samih izobraževalnih programov, posledično potem na pripravo izvedbenega kurikula na šoli, predvsem na pedagoško-didaktične pristope. Zdaj tukaj nekako bom tudi v nadaljevanju povedala, želimo, da se že znotraj pouka približamo nekim realnim delovnim situacijam, tako da se tudi pouk v bistvu izvaja v obliki učnih situacij. Nedvomno se lahko in se mora spreminjati tudi vloga učiteljev in pa dijaka, se pravi učitelj bolj v vlogi mentorja, usmerjevalca in pa aktivno vključevanje dijaka v sam učni proces. Vloga vodstva, mislim, da ne rabim ponavljati, tudi bila že velikokrat omenjena danes, skratka, da vodstvo je tisto, ki mora verjeti v neke spremembe, bodisi v, če zdaj tukaj govorimo konkretno o kompetenčno zasnovanem izobraževanju ali katerekoli spremembe, mora verjeti vanje, spodbujati svoj kolektiv, da se v njih vključi in jih tudi pri tem podpirati. Kompetenčno naravnano izobraževanje, metodološki priročnik, ki ste ga verjetno že našli v svojih gradivih za današnjo konferenco. Zdaj v njem boste res lahko dobili z njegovim prebiranjem celovito pogled, kaj kompetenčno zasnovano izobraževanje je pa v bistvu bolj usmerjen v samo izvedbo programov, tako da mislim, da je res lahko primerno oziroma uporabno gradivo za vas, ki prihajate iz šol. Zdaj pa konkretno nekaj o prenovi samih programov. Zdaj tukaj bom se poskušala navezati na načela kompetenčno zasnovanega izobraževanja, ki sem jih predstavila prej. Podlaga za pripravo programov vsi vemo, da so izhodišča, ki so bila prenovljena, kot že rečeno, v lanskem letu. Zdaj tukaj nismo odstopali od tega temeljnega koncepta poklicnega in strokovnega izobraževanja, to je kompetenčni pristop in pa tudi od uveljavljenih značilnosti programov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Zdaj, če malo povežem z načeli, zdaj vsi naši programi temeljijo na poklicnih standardih, in so obvezna podlaga. To je bilo prej povedano, da dejansko moramo izhajati iz kompetenc in pa ključnih del, ki jih nekako opredeljujejo poklicni standardi. Predpogoj pa seveda je, da so ti standardi ažurni, da vključujejo res tiste stvari, ki so neaktualne samo v današnjem času, ampak kot je bilo prej povedano, v bistvu bi morali vedeti, kaj
je potrebno tudi v prihodnosti. Kompetenčna zasnovanost, ja, zdaj v samem strokovnem delu naših programov imamo kompetenčno zasnovanost, kjer v bistvu tudi povezujemo na ta način poklicne standarde z samim programom in s tem poudarjamo tudi razvoj različnih vidikov kompetence. Zdaj sama modularna struktura programov, se pravi modul kot programska enota, nam omogoča, da v bistvu tudi vse te tri vidike kompetence umeščamo skupaj v eno programsko enoto in na ta način tudi dijakom na nek način olajšamo razvijanje kompetenc. Prenovljena izhodišča so izpostavila pomen ključnih kompetenc in tudi dajejo usmeritve, na kakšen način jih umeščamo v programe. Vodilo je, da naj bodo ključne kompetence sestavni del vseh sestavin programa, od samih ciljev. Programske enote, splošno izobraževalni predmeti imajo sicer skupne cilje, ki imajo enako vlogo kot naše ključne kompetence in pa tudi seveda v praktično usposabljanje z delom in druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela. Za izhodišči smo tudi, bom rekla, še bolj izpostavili pomen in vlogo splošno-izobraževalnih predmetov v naših programih. Zdaj ne, da je to njihov cilj samo pridobitev splošnih znanj, ki so potrebna potem tudi za nadaljevanje izobraževanja, ampak da dejansko podpirajo tudi razvoj poklicnih kompetenc. Kolegi na zavodu so prenovili vse predmete splošno-izobraževalne na vseh ravneh in eno od vodil je tudi bilo, da naj bodo zasnovani tako, da bodo v večji meri podpirali tudi dejansko razvoj poklicnih kompetenc. Sodelovanje šole s podjetji, tu mislim, da sploh ni dvoma, da to ostaja ena od ključnih zadev pri programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. Zdaj tukaj mogoče izpostavljam praktično usposabljanje z delom in pa odprti kurikul, kjer ste šole res v veliki meri povezane tudi z svojim okoljem, vendarle sodelovanje poteka tako pri načrtovanju in izvajanju celotnega programa. Programi so v bistvu lahko zelo prilagodljivi. Kljub temu, da imamo nacionalni kurikul, ki je predpisan, vendar ponujajo možnosti, dajejo šolam avtonomijo, da ga prilagodijo. Imamo izbirni del na nacionalni ravni in imamo odprti kurikul, ki ga zelo dobro poznate in veste, da je prostor, kjer se lahko šole res hitro odzivate na potrebe, ki jih zaznate v lokalnem okolju. Tako da tukaj je možnost, da kljub temu, da imamo nekako te programe na nacionalni ravni, ki jih ne prenavljamo tako pogosto, možnost, da se hitro odzovete na potrebe, ki jih zaznate. In pa ne nazadnje, ohranja se fleksibilnost predmetnika, kar se mi zdi velika prednost programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, se pravi, da nimamo predpisanih ur po letnikih, kar se tiče programskih enot in drugih sestavin, ampak ste šole tiste, ki se na podlagi svojih pogojev sodelovanja, bom spet omenila z okoljem, lahko odločite, na kakšen način boste realizirali sam program. Seveda ob upoštevanju neke logike, sistematike, ki pač zagotavlja kakovostno izobraževanje. Tako da, če pogledamo zdaj podlago, ki jo imamo, v bistvu nekako v veliki meri odgovarjamo na tista načela, na značilnosti kompetenčno zasnovanega izobraževanja in pa tudi omogočamo v bistvu prilagodljivost in hiter odziv. Zdaj, kakšne so pa konkretne spremembe, ki jih uvajamo pri prenovi programov?
spremembe. Zdaj, vsebinska posodobitev je zagotovo ena od ključnih namenov, ne, ki ga imamo pri prenovi programov. Zdaj, tukaj gre seveda za umeščanje, bom rekla, lahko novih ali nadgrajenih kompetenc in pa ključnih del v samih poklicnih standardih. Poleg tega pa seveda se pri prenovi vnašajo vse spremembe, ki so zaznane kot potrebne, bodisi pri analizi obstoječega programa, bodisi v bistvu, da so bile podane iz strani različnih deležnikov. Tako da vsebinska posodobitev je zagotovo ena ključnih zadev. Ključne kompetence, tukaj bi mogoče samo še dodala, tukaj vidite tudi nabor 7 kompetenc, ki smo ga oblikovali v okviru projekta, za katerega smo nekako ocenili, da je tisti, ki ga je potrebno smiselno vključiti v vse programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Seveda na ustrezni ravni, ampak nekako so to stvari, ki na nek način tudi podpirajo to, o čemer je govoril dr. Vostner. Zdaj se bom vzporedno navezala še na prenovljene kataloge, ki sem jih tudi že prej na kratko, kaj je bilo storjeno, opisala, bi pa izpostavila tukaj, da je Zavod za šolstvo pripravil nabor skupnih ciljev, ki v bistvu vsebinsko se zelo dobro prekriva z našimi ključnimi kompetencami. Gre za ista področja ciljev, razen načrtovanja in vodenja kariere, ki pa je v bistvu še kot neka dodana ključna kompetenca v strokovnem delu programov. Nadgrajeni so katalogi znanja za strokovne module. Zdaj, metodologijo smo zapeljali v to smer, da bi še bolje omogočili v bistvu razvoj kompetenc in še bolje nekako zagotovili povezavo tudi z poklicnimi standardi. Zdaj, kot vidite, imamo tam pri drugi točki, zdaj na mestu usmerjevalnih ciljev, opis modula. Nekako smo ugotovili, da sami usmerjevalni cilji niso opravljali prave funkcije. Znotraj te točke pa dejansko sedaj opredelimo namen, vlogo posameznega modula, kakšna je relacija do celotnega programa, do preostalih programskih enot, opredelimo, katere kompetence, tako poklicne kot ključne, se znotraj modula razvijajo in pa kaj se pričakuje, da bo dijak zmogel izkazati ob zaključku posameznega modula. Potem pa imamo točko 3, kjer delovni proces, ki naj bi bil nekako izhodišče za postavitev modula ali več delovnih procesov, razdelamo z poklicnimi kompetencami. Zdaj, poklicne kompetence skušamo okrepiti oziroma podpreti tudi z ključnimi kompetencami, tako da nekako je vidno, da se ob poklicnem delu daje pozornost tudi temu, kar nekako predvidevajo ključne kompetence. Zdaj, vsaka kompetenca pa je potem razdelana z učnimi cilji, operacionalizirana, pri čemer pač želimo, da se zagotavlja razvoj vseh 3 vidikov kompetence, se pravi tako znanje, spretnosti in pa tudi odnosni vidik. Kar je novost v katalogih, so pa standardi znanja. Teh do sedaj nismo imeli na nacionalni ravni in ta standard znanja izhaja iz delovnega procesa, ki je nekako osnova samemu strokovnemu modulu in se pripravi za celoten modul, se pravi za vse kompetence in predvideno je, tako imamo pač tudi v metodologiji, da se pripravita tako minimalni kot tudi optimalni standard znanja. Zdaj, to daje neko osnovo mogoče za večjo primerljivost, ne, kaj se pričakuje od dijakov na različnih šolah, ko zaključijo posamezno programsko enoto oziroma strokovni modul. Ja, zdaj recimo, da imamo programe, ki pa seveda niso dovolj, ne. Recimo, da smo
nekako zagotovili podporo za kompetenčno naravnane programe, ampak te programe je pa treba potem dejansko tudi uvesti na šole. Zdaj, glede na odprtost nacionalnega predmetnika predvsem in tudi ne čisto dorečenosti oziroma samo okvir posameznih sestavin, je treba potem nacionalni kurikul na ravni šole operacionalizirati. Zdaj, tudi koncept, kako pripraviti izvedbeni kurikul šole, ni nov. V bistvu smo ga razvijali za potrebe uvajanja že pred dobrimi 15 leti. Takrat v bistvu, lahko rečem, dokaj uspešno štartali, kako naj se ta izvedbeni kurikul na šolah naredi, pa potem zaradi različnih razlogov nismo uspeli tega zrealizirati do konca. Vendarle, v bistvu že takrat smo povedali, da je izvedbeni kurikul tako strateški kot procesno-razvojni dokument šole, v katerem pač mora šola operacionalizirati, konkretizirati nacionalni program. Zdaj, v akcijskem delu pa je pomembno, da šola potem vsebinsko, metodično, didaktično in organizacijsko celovito načrtuje izvedbo izobraževalnega programa za posamezno generacijo dijakov oziroma vajencev. Poudarek je res, da je smiselno načrtovati celovito, da so vključeni vsi, ki bodo potem izvajali program od vodstva, učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ker se na ta način z usklajevanji, prilagajanjem pride lahko do zelo kakovostne podlage tudi za kompetenčno izvajanje programov. Zdaj, sestavine tega dokumenta, če lahko tako rečem, niso predpisane. Imamo tudi dokument, ki usmerja, kako se lotiti, katere faze je treba prehoditi pri načrtovanju odprtega kurikula. Niso predpisane, kot pravim, je pa smiselno oziroma potrebno, da se zagotovijo pa tisti elementi, konkretizirajo, ki na nacionalni ravni niso dovolj opredeljeni. Timsko delo, če hočemo pač imeti tudi potem dober rezultat. Če grem zdaj res na čisto operativno raven, zdaj prenovljenih imamo 5 pilotnih programov, kot mi rečemo pilotni programi, ki se bodo pričeli izvajati s šolskim letom 26-27. Zdaj tukaj nekako v sodelovanju s šolami podpiramo to načrtovanje same uvedbe. Zdaj tukaj nekako so prikazane različne aktivnosti, ki jih izvajamo. Zdaj eno so te strokovne, teoretične, metodološke podlage, potem izvedba različnih usposabljanj, gradiva, ki jih pripravljamo za delavnice. Vzpostavili smo tudi spletno učilnico za šolske razvojne time, ki so v ta usposabljanja vključeni, in pa nudimo tudi še druge oblike strokovne podpore. Samo na hitro, to je bilo že tudi povedano, na naši spletni strani projekta Modernizacija pod zavihkom Dokumenti najdete vsa gradiva, ki so bila do sedaj v okviru projekta razvita. Direktor je pa tudi izpostavil, da smo vam v izročke dali tistih, mislim, da 11-12 gradiv, za katera menimo, da vam bodo še najbolj prišla prav od vsega, kar je bilo narejeno. Za potrebe uvajanja teh prvih 5 programov smo nekako zasnovali pilotni model usposabljanja za šole, ki ga peljemo skozi delavnice, ki so namenjene šolskim razvojnim timom. Zdaj, ta usposabljanja v bistvu peljemo že celo letošnje leto, od januarja, in ga bomo zaključili marca naslednje leto. Zdaj, prvo usposabljanje, vodenje uvajanja prenovljenih izobraževalnih programov je bilo namenjeno izključno vodstvom šol, ki so vključene v uvajanje. Potem imamo pa 4 usposabljanja za celotne šolske razvojne time. Zdaj, šole so oblikovale svoj šolski razvojni tim, ki v bistvu se najbolj intenzivno ukvarja z uvajanjem programa od 5 do 7 članov.
in ti so potem prisotni na usposabljanjih. Skratka, za njih smo pripravili uvajanje prenovljenega izobraževalnega programa, potem načrtovanje izvedbenega kurikula in pa učnih situacij, ki sem jih prej omenila kot eden od pristopov, ki dejansko v največji meri recimo, da podpira tudi kompetenčno izvajanje programa. Potem imamo pa še učne situacije drugi del in pa na to vezano tudi vrednotenje, kompetenčno vrednotenje znanja in pa zaključno delavnico. Ta 4 usposabljanja so za celotne šolske razvojne time, imamo pa tudi po eno delavnico vezano na posamezno ključno kompetenco, se pravi 7, tukaj pa se šolski razvojni timi odločijo, katera 2 člana se bosta glede na interes oziroma na predvideno izvajanje potem tudi tega usposabljanja udeležila. Zdaj nekako pričakujemo, da bomo na koncu teh usposabljanj imeli izdelane vsaj osnutke izvedbenih kurikulov, ki bodo šolam potem dejansko v pomoč pri začetku izvajanja prenovljenih programov. Zdaj, že sproti ob sami izvedbi delavnic izvajamo evalvacijo, zaznavamo, kje bi bilo potrebno kaj zasnovati drugače, izpeljati drugače, tako da bomo te stvari tudi potem, ko bomo nadaljevali z naslednjo skupino, upoštevali. Za vsako delavnico, kot sem omenila, pripravimo tudi gradiva, jih objavimo v spletni učilnici, tako da so na voljo vsem članom šolskih razvojnih timov. Lahko si pogledajo tudi za nazaj, kakšne stvari najdejo, preberejo dokumente, tako da je tudi z te strani podpora. In pa svetovalci, predvsem tisti, ki so bili vključeni v prenovo teh 5 pilotnih programov, nekako individualno sodelujejo potem z posameznimi šolami, jih podpirajo pri recimo načrtovanju, oblikovanju dokumentov, pripravljamo tudi primere iz prakse in pa spodbujamo vsekakor vzajemno učenje, ki je zelo dobrodošlo in mislim, da šolam tudi zelo koristi. Pri vsem tem zelo pomembno, kako pristopijo, kakšna je vloga tako vodstva kot tudi učiteljev pri uvajanju sprememb. Zdaj, vodstvo šole je tisto ki mora usmerjati in komunicirati spremembe, ki so predvidene, skrbeti tudi potem za sistematično podporo učiteljem, kadar jo potrebujejo in pa seveda pomembno vzpostaviti tudi kulturo, ki je odprta do sprememb. Zdaj, glavni izvajalci, nosilci, izvajalci sprememb so pa seveda učitelji, ki morajo to realizirati v razredu in tukaj zagotovo, kot je bilo že povedano, stalna strokovna izpopolnjevanja, podpora v pomoč pri teh zadevah. Zdaj, tukaj mogoče še ena zanimivost iz raziskave TALIS, ki pravi, da učitelji, ki imajo dostop do stalnega strokovnega izpopolnjevanja, 2,5-krat pogosteje uvajajo inovativne metode poučevanja. To je en tak zanimiva ugotovitev. In še za zaključek. Naslov moje predstavitve je bil uvajanje programov, ali je to lahko priložnost za razvoj šole. Odgovor je lahko seveda pritrdilen, če se prenova in pa izvajanje programov vidi kot priložnost, ne kot breme. In v tem primeru seveda se lahko posodabljajo tako pedagoški pristopi, razvija in krepi profesionalno učno skupnost učiteljev, razvija kakovost skozi samo evalvacijo, krepi povezave z lokalnim okoljem in delodajalcev in vse to dejansko potem tudi vpliva na to, da lahko postane poklicno izobraževanje, izvedba programov, ki jih imate na šoli, bolj privlačna za dijake. In še tukaj mogoče iz raziskave 21, da zaključim, da šole, ki spremembe razumejo kot razvojno priložnost, beležijo do 20% višjo stopnjo zadovoljstva učiteljev in pa 15% večjo participacijo dijakov. Hvala lepa.